Tokrat v oddaji Občinski informator. Namuti nadaljevanje obnove zidu pri pokopališču. V Mariboru se je odvil festival oblikovanja Maribor. Majšperk v znamenju otroškega petja slovenskih pesmi. Jurtelovo leto v občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah prinaša več dogodkov. Do sobote še na ogled razstava rokodelskih in klekljanih izdelkov Kroška taščice. Na letnem zboru Društva upokojencev Zagojiči izbrali novega predsednika. Srečanje mladih raziskovalcev. Lepo pozdravljeni. Lani je občina Muta uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za kulturo za sanacijo oziroma obnovo zidu na pokopališču pri cerkvi Svete Marjete. En del zidu so že obnovili, obnovo pa po fazah nadaljujejo. Obnovo zidu pri pokopališču na Muti ob cerkvi Svete Marjete nadaljujejo tudi v tem letu. Moram povedati, da smo v lanskem letu uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za kulturo in pridobili nekaj manj kot 85 000 evrov za sanacijo oziroma obnovo zidu pokopališča. In seveda v skladu z vsemi smernicami in pa pogoji soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine tudi izvedli predhodne arheološke raziskave, tako da smo v lanskem letu zaključili ta prvi zahodni del te obnove pokopališkega zidu. Letošnjem letu nadaljujemo z tem južnim delom, ki se sedaj izvaja, in pa nadaljujemo potem tudi v letošnjem letu z vzhodnim delom vse do konca. Tako da bo pokopališko obzidje ustrezno obnovljeno. Kot je bilo izdano soglasje, uporablja se enako kamenje, ki je bilo v obstoječem zidu, in dopolnjuje z podobnim materialom, tako da bo v bistvu izgledal zid, kot mora izgledati. Malo nekaj z betonsko kombinacijo, tam, kjer je bila konstrukcija oziroma tako dotrajena, da smo morali tudi na tak način sanirati zadevo. Hkrati smo očistili brežino, ki sega proti Flisovemu naselju, tako da bo ta celoten izgled oziroma izgled samega pokopališča tudi primeren. Samo pokopališče je staro, nekaj grobnic, ki so ob samem obzidju, pa mora ostati ohranjenih. Pa nekaj je že bilo izvedenih prekopov na novo pokopališče, mi rečemo novo, čeprav je že sedaj tudi ima kar nekaj desetletij za seboj, skupno pokopališče z Muto in pa Vuzenico. Ne glede na to, pokopališče ostaja kot park spomina, v bistvu v načrtih za naprej urediti kot neko površino, kamor lahko pridejo obiskovalci, kamor lahko tudi naši domačini, občani se umaknejo, se poklonijo spominu. Cerkev s pokopališčem in obzidjem pa ostaja bogata kulturna dediščina. Nekako zajema obzidje, nekdanje obzidje ob sami tej trasi Zgornje Mute, od same Svete Marjete do sedanje OŠPP oziroma bivšega samostana Avguštincev in pa Remitov. Dopolnjuje se sanacija tega obzidja z parkovno ureditvijo, z zeleno ureditvijo. Tukaj v zadju vidimo tudi ta del, kjer smo zasadili himalajske breze, skupaj seveda z soglasjem naše župnije, in pa ta del, kjer je strnjeno blokovsko naselje oziroma kjer so bloki. Nažalost je res temu tako, da v tem območju nekako ne moremo umeščati drugih infrastrukturnih objektov, recimo kot so parkirišča, ravno zaradi tega, ker je to območje zaščiteno območje kulturnega spomenika. In prav zato, da bi ohranili bogato kulturno dediščino, so se lotili obnove zidu, ki objema staro pokopališče, park spomina. V Mariboru se je ponovno odvil festival oblikovanja Maribor, tokrat z raznimi dejavnostmi na več lokacijah, zaključna prireditev pa je bila na Studencih. Dijaki različnih programov Srednje šole za oblikovanje Maribor so na festivalu izkazali svoje znanje in se potrudili, da je odmeven festival tudi dobra preizkušnja pred njihovim vstopom na trg dela. Poglejmo. Že 11. festival oblikovanja Maribor se je preteklih dneh odvil na več lokacijah po Mariboru. FOMP smo začeli z medijskim dnem, nadaljevali z dnevom frizerjev, sledil je še dan oblikovalcev. V četrtek so imeli na Studencih še svečano prireditev, na kateri so se predstavili zaključni letniki različnih programov, ki jih imajo na Srednji šoli za oblikovanje Maribor, je povedal ravnatelj tik pred začetkom slovesnosti. 241 dijakinj in dijakov v letošnjem letu pri nas zaključuje
Vsak izmed njih se bo predstavil pač z izdelkom, ki ga je pripravil kot zaključno nalogo. Tako bomo videli filme, animacije, videli bomo modno revijo, imamo celo vrsto grafičnih podob, imamo slikanice, imamo celo vrsto modnih kreacij in uporabnih predmetov. Tako da raznolikost je zelo velika. Program vsako leto pripravimo tako, da se prikažejo ti izdelki tako na zaključni prireditvi skozi projekcije, modne revije in pa tudi z razstavami, ki so v letošnjem FOMB-u potekale tako v Vitrinskem dvoru, Sodnem stolpu in Medianoxu. Tradicija je že, da pripravijo festival na več lokacijah po mestu, dijaki sami so poskrbeli tudi za videoprodukcijo in grafiko. Glede naše smeri v bistvu krijemo celo video in pa fotoprodukcijo samega dogodka, tako kot se tukaj vidi, smo v samem fotokotičku, pripravijo se pa tudi potem v bistvu video prispevki in pa tudi kakšni intervjuji recimo gostov. Mislim, mi se to predstavljamo z našimi grafikami, izdelki, logotipi, CGP in je tudi vse razstavljeno na FOMB-u. Se pa tudi kažemo v krajih tehnike, recimo tudi učimo se snemanja, fotografiranja, 3D modeliranja in imamo res raznoliko repertoar stvari, ki jih lahko bolj v odraslem delovnem svetu predstavimo in uporabimo. No, toto leto smo se predstavili na prvem dnevu FOMB-a, torej to je bilo toti ponedeljek. Imeli smo kar nekaj gostov, ko so predstavljali svoje delo, pa kaj počnejo in tudi nekako predstavili vsem ostalim dijakom, kaj lahko delajo v prihodnosti, kaj vse jih lahko čaka, če se res najdejo v tej smeri. In pri medijskem tehniku je tudi dobra stvar, da je zelo raznolika smer in lahko delaš res ogromno različnih stvari. Letos je festival bil vsebinsko nostalgično oblikovan, zato je tudi marsikateri dijak pogledal v preteklost, vsi pa so pokazali veliko ustvarjalnosti, ne nazadnje tudi s frizurami. To pripravljajo dijaki 4. letnika, frizure, modni oblikovalci pa obleke, tako da ja. Torej tudi oblačilo je zdaj tisto, kar je. Ja, vse predstavlja 80. leta. Da je bolj disco vibe, tako zanimivo. To je že 3. festival in se mi zdi, da vsako leto se bolj potrudimo, vsi damo veliko od sebe vsako leto je zelo te navduši, te navdihne, vsako leto so novi gosti. Je verjetno en skupek tako ustvarjalnosti, kot ne nazadnje, da se dijaki vi učite tudi podjetnosti. Tako je, to je zelo velika priložnost, da se naučimo marsikaj novega. Festival pa ne bi tekel brez izdatne koordinacije, za katero je letos skrbelo še več oseb. Zadnji 2 leti že imam pomoč, ima 2 koordinatorici, ker je pač dela res zelo veliko. Mi začnemo na začetku šolskega leta, se zorganiziramo, razdelimo dela med zaposlene, med dijake in potem se pripravljamo na FOMB, ki je pač vsako leto aprila. Dijaki so nam povedali, da je festival pomemben tudi zaradi njihove priprave na delo, ki ga bodo upravljali po končanem šolanju, to pa je potrdila tudi koordinatorica. Ja, to je zelo pomembno. Mislim, da vsako leto več dijakov vidi, da je fajn, da je dobro, da so del festivala. Zdaj, če se priključijo že v 1. in 2. letniku, sigurno vztrajajo v tem zaodrju pri maski, pri frizurah do zaključnih letnikov. Včasih pa komaj v zadnjem letniku ugotovijo in rečejo žal, škoda, da nisem vedel, da je tako luštno. Luštno, delavno, ustvarjalno, sodelovalno, povezovalno, praktično, dinamično, poslovno in še kaj bi lahko rekli, tako za pripravo kot tudi izvedbo festivala oblikovanja Maribor. V Majšperku pa je znova zazvenela slovenska pesem, ki je napolnila dvorano z otroškim veseljem in pristno glasbeno energijo. Prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo je tudi letos dokazala, da ima slovenska pesem v otroškem svetu posebno in ne nazadnje pomembno mesto. Učenci osnovne šole Majšperk ter podružničnih šol Ptujska Gora in Stoperce so na prireditvi Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo zapeli svoje izbrane slovenske pesmi. Pela sem Od tabu, nekoč nekje. Všeč mi je bila, ker je taka malo zasanjana, pa tak, ne vem, malo. Všeč mi je bila več, zato sem si jo izbrala. Pela sem Vsak po svoje od Nike Maniči, ker je to moja najljubša pesem, že od otroštva, pa tak. Pa gremo mi po svoje pesem je, film pač je.
in je moj najljubši film. Zaupali so nam, kdaj so začeli peti in kdo jih je navdušil za glasbo. Že čisto, ko sem bila mala, sem pred govorjenjem začela peti. V družini sicer ni nikogar, ki poje, ampak ja, od malih nog. Moja boterca, pojem pa pač imam neki taki talent in pojem že od vrtca. Dogodek vsako leto privabi številne mlade pevce, njihove starše in obiskovalce, ki z navdušenjem spremljajo nastope. Nosna babica, da vnukinja ima tak lep glas, pa Stas tudi danes. Ste uživali na prireditvi? Ja, zelo. Super je bilo. Ja, to vsekakor. Tudi prej, ko nisem imela otrok, pa sem tudi rada prišla. In kako se vam zdi to, da naši otroci pojejo naše slovenske pesmi? Zelo pozitivno, tako da ni res hvale vredno. Vsi otroci so se zelo lepo odrezali. Mi smo uživali, navijali za vsakega posebej. Mladi pevci so za svojo energijo napolnili kulturno dvorano v Majšperku in obiskovalcem pričarali večer otroške razigranosti in ponosa. Zelo sem vesel, da še vidim, koliko število otrok se udeležuje takšnih prireditev. To hkrati tudi pomeni, da si želijo ustvarjati, da hočejo pokazati svoj talent. In tudi zelo veseli smo, da je občina Majšperk ena tistih šol, ki ima veliko skupaj z učiteljico, torej veliko talentov, ki to tudi vsako leto pokažejo in danes so dokazali, da torej lahko slovenska pesem še živi in da še imamo nekaj upov, ki prihajajo za tistimi, ki danes pojejo. Že uvodoma sem bil navdušen nad številno publiko, kar je seveda posledica tudi številne udeležbe na odru mnogih talentov naših učenk in učencev osnovne šole Majšperk. In če potegnem vse skupaj pod črto, en krasen projekt in krasen večer z številnimi odličnimi nastopi danes. Bistvo projekta Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo je ohranjanje slovenske pesmi med mladimi ter spodbujanje ljubezni do slovenske glasbe. Preveč tuji oziroma angleški jezik prihaja v slovenski jezik oziroma v rabo in vsaj slovensko pesmi nekako ga ohranjamo in tudi slovenska pesem mora živeti še naprej. Majšperk je tako znova dokazal, kako pomembno mesto ima slovenska glasba v otroškem svetu. Je v tem obdobju po mojem mnenju pomembno, da otroci spoznajo korenine, identiteto, se znajo zatem tudi postaviti na oder in biti ponosni na to, kar Slovenci smo. In če je to sporočilo tega projekta, ob tem, da jasno se lahko učenci pokažejo v svojih talentih in se kalijo, tako rekoč, za morebitne naslednje nastope in ne nazadnje kariero, smo veseli, če smo s podporo temu projektu tudi sami, torej v občini Majšperk, nekaj dodali. In menim, da je to prava pot. Radio Ptuj je ocenil zmagovalce, ki se bodo potegovali tudi za nastop v polfinalu, kjer bodo imeli znova priložnost dokazati svoj talent. Naslednja prireditev je polfinale, torej potem, ki bo na Ptuju v Dominikanskem samostanu in pa v nakupovalnem središču Europark v Mariboru, torej in v finale pa nas čaka 5. septembra. Prireditev je tudi letos pokazala, da slovenska pesem ostaja živa in prisotna v vsakdanjem življenju mladih, ki jo z svojo energijo, iskrenostjo in nastopi najlepše ohranjajo ter prenašajo naprej. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah pa bodo v prihodnjih dneh na raznih dogodkih obeležili 100. obletnico smrti Franca Jurtele. Tako bodo izbrali mini županjo ali mini župana, imeli odprtje Jurtelovega leta 22. aprila in še več. Sicer pa so kar celo leto poimenovali kot Jurtelovo leto. Županja pa razlaga, kdo je bil Franc Jurtela. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah se pripravljajo na slavnostni začetek Jurtelovega leta. Franc Jurtela je namreč bil rojen prav v tej občini. Le redki ljudje s svojim delom tako zaznamujejo čas in prostor, da njihova dediščina ostane živa še 100 let kasneje. In eden takšnih ljudi je bil tudi naš rojak, dr. Franc Jurtela, v bistvu rojen tukaj za nami v tej domačiji, ki še je ostala. Franc Jurtela je bil za nas izjemen človek, bil je politik, župan, narodni delavec, bil je tudi velik zavzetnik
praznik za gospodarstvo, tako da bil je kar dobrih 15 let tudi v Štajerskem deželnem zboru, bil je tudi namestnik deželnega glavarja. V bistvu se je zelo zavzemal tudi za kmete. Ustanovil je tudi prvo vinsko zadrugo na Ptuju in prvo posojilnico prav tako na Ptuju. Bil je trški župan v Šmarjah pri Jelši in mogoče kot največja zanimivost, ki je morda marsikdo ne ve, bil je tudi prvi voditelj ptujske občine po vojni, tako da mu nekateri pravijo celo prvi ptujski župan. Tako da res ena taka osebnost, za katero se nam je bilo vredno nekako, da ga postavimo v spredje, in tako smo letošnje leto ob 100. obletnici njegove smrti razglasili za Jurtelovo leto v naši občini. In zato so tudi pripravili različne dogodke, ki so vsebinsko povezani prav z njim. Otvoritev tega Jurtelovega leta bo 22. aprila. Zjutraj do poldan imajo otroci naravoslovni dan in tudi to bo ena novost, in sicer bomo, glede na to, da je bil tudi Jurtela župan, zbirali prvič v naši občini mini župana oziroma županjo in seveda spremljevalni občinski svet podžupana, tako da bo to ena taka zanimivost, ker želimo tudi otroke vključevati nekako v naše dogajanje, pridobiti njihove ideje skozi leto in seveda tudi malo pomoči mini župana meni ob tekočem letu. Popoldan istega dne pa bo še slovesnost. Uradno razglasili Jurtelovo leto, in kjer bodo tudi nastopili tako otroci osnovne šole, kulturno-umetniško društvo in seveda tudi tam se bo prvič predstavil ta mini župan oziroma županja, tako da številni dogodki se seveda sledijo skozi celo leto, tudi ob občinskem prazniku, tudi Jurtelov pohod bomo imeli 23. maja in verjetno še kakšen dogodek vmes. Občani in občanke pa so dobili tudi brošuro, v kateri je zapisano, kaj vse je bil Franc Jurtela. Se mi zdi, da je potrebno ohranjati tudi lokalno zgodovino, tudi s tem nekako mi vsako leto oziroma vedno, ko imamo kakšno osebnost, izdamo nekaj takega, da se tudi naši otroci naučijo, kaj o lokalni zgodovini, ne samo svetovni in slovenski, tako da se nam zdi to tudi zelo pomembno. Začne se torej 22. aprila z odprtjem, slovesnostjo in imenovanjem mini županje ali mini župana, da tudi otroci vedo, kaj je počel Jurtela in kaj dela njihova županja. Članice ročnodelskega krožka Taščice Koroška vrata so pripravile razstavo svojih ročnodelskih in klekljarskih izdelkov. Razstavo si lahko gledate še vse do sobote 18. aprila do 18. ure. Na odprtju v prostorih mestne četrti Koroška vrata pa pod južno tribuno Ljudskega vrta se je seveda zbralo tudi veliko ljudi. Poglejmo, kako je bilo. Izjemni in različni ročnodelski in klekljani izdelki te dni krasijo prostore mestne četrti Koroška vrata. Na ogled so jih postavile članice ročnodelskega krožka Taščice Koroška vrata. Vse to je delo članic, ki so v društvu Taščice. Delamo pa razno, saj vidite, od vezenja do rešeljejev, do kvačkanja, do pletenja. Največji poudarek pa je na klekljanju, na kar smo pa zelo ponosne, da to delamo. Nekatere ustvarjajo že vrsto let, pravzaprav kar desetletji. Pri ročnem delu imamo gospo Zlatko, ki je že 45 let v tem krožku, ki obstaja že od 1978. Potem jaz pa sem od vseh tukaj najdaljše pri klekljanju in tudi učim. Tako da zelo moram povedati, da me je Jana Dobnik, ki je bila moja mentorica v začetku, ki me je zares naučila stvari, pokazala kako eno, drugo, tretjo, da sem prišla do take stvari, da zdaj pač lahko že komu drugemu podam to delo klekljanja. In tik pred odprtjem razstave je imel kratek prikaz klekljanja priznani igralec Bojan Maroševič, ki je sicer vodil prireditev in postal neuraden član Taščic. Časovne Taščice? Ja, potem bom jaz tast. Kratko in jedrnato, ne? Izdelke ste si ogledali, so vas mogoče gospe že kaj tudi naučile? Glejte, danes, tik pred zdajci me je gospa Irena, ki vodi te Taščice oziroma to skupino, mi je malo pokazala, kako se dela s klekli in sem jaz poskusil in mi je šlo. Me je pohvalila javno
In jaz ne bi bil jaz, če ne bi stegnil jezik, pa zdaj mi je že malo žal, ampak ne bom požrl besede. Pred publiko sem rekel, da bom prihodnje leto, če bom seveda povabljen spet, da vodim protokol, bom prinesel svoj izdelek. Vsako leto pride na odprtje in se ogleda tudi razstavo. Jaz občudujem te gospe, to je blazno mukotrpno delo. To je treba dati celega sebe. Ne glede na to, kako se človek počuti, kakšne skrbi ima, treba si vzeti čas. To, da moraš biti spreten, to je samo po sebi umevno, ampak treba je dušo uliti v izdelek in to se čuti pri izdelkih. Ne? Res vse pohvale. S taščicami pa sodeluje tudi Zdenka Križanič, ki pa poveže drugačne niti v celoto, ne ravno klekljane, šivane ali pletene. Mene več ne more nič presenetiti. 20 let sem z njimi. Samo vsakikrat, ko se to postavi, rečem wow. Gospe se starajo, ampak klekli še vedno letijo jim iz rok, tako da to ni res. 20 let se trudim, da bi razumela, ampak mi je danes šlo do wow, ker je gospod Maroševič, so mu postavili prvič v življenju in je ratalo. Prav je ratalo, meni to še ni ratalo. A glede na to, da je v Kroško veliko mojstric za razna ročnodelska dela, ne samo za klekljanje, verjamemo, da jo bodo naučile. Na rednem občnem zboru članic in članov Društva upokojencev Zagojiči iz občine Gorišnica so izvolili novega predsednika in pogledali delo, ki so ga opravili v zadnjem letu. Tako zdaj že nekdanji kot tudi novi predsednik pa sta povezala misli o pomenu tega društva. Društvo upokojencev Zagojiči iz občine Gorišnica šteje 134 članov in članic. Glavna naloga društva pa je skrb za druženje. Poleg vsega, kar nudijo članom in članicam, je dejal Janez Horvat, ki se je prav na tem zboru poslovil od funkcije predsednika. Občni zbor je res ena slika, ki se dogajanje v minulem letu pove članom, kaj se je dogajalo. Mi imamo športne sekcije, pikada, kegljanje, kartanje, pevsko skupino, ki boste jo danes tudi slišali pri otvoritvi. Pol se ukvarjamo tudi z projektom Starejši za starejše. To delamo v sklopu Društva upokojencev Gorišnica, ker je večje društvo, mi smo premali, da bi lahko imeli samostojno. Zato delamo prek Društva upokojencev Gorišnica. Vse nam do zdaj, moram povedati, uspeva. Horvat je tudi pohvalil člane in članice, da redno hodijo na razne aktivnosti, tudi na tem zboru so bili skoraj vsi. Zbrane je nagovoril tudi župan Gorišnice, novi predsednik pa tudi ni skoparil s pohvalami. Društvo kar dobro deluje, tako da skoraj težko kaj dodati, kakšna nova ideja bo že, ampak je delo dobro zastavljeno, tako da samo treba nadaljevati začeto delo, ki so ga že naši člani že dolga leta izvajajo. Sicer pa je društvo povezano z ostalimi društvi, ne nazadnje si delijo tudi prostore. Delovanje društva pa je pohvalil tudi predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Spodnje Podravje. V naši pokrajinski zvezi imamo na vseh 19 občin Spodnje Podravje 44 društev, nekaj čez 10.000 članov. Preko naše pokrajinske zveze so društva ne glede na velikost po številu članov enakopravne, enakovredne in med njimi je tudi Zagojiči na Spodnjem Ptujskem polju kot naša članica. Društva pa so različno vpeta v različne programe. Skrbijo za kulturo, šport in rekreacijo ter mnogo drugega. Upokojenci pa lahko preko zveze gredo tudi na morje v Delfin Izola. Organizirano letovanje za vsa društva, tudi upokojence iz teh društev, mi omogočamo brezplačni prevoz v hotel Delfin v Izolo. To je naša 100% last, 100% upokojencev in omogočamo tisti tudi z mizerno pokojnino, da grejo vsaj za tisti 7 dni na vdih, če se le da. In še mnogo drugega, kar povezuje skupaj razna društva upokojencev, kot tudi Društvo upokojencev Zagojiči, ki veliko naredi na lokalni ravni za svoje člane in članice.
Na 34. regijskem srečanju mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije, ki ga je priredilo znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, so se zbrali mladi raziskovalci, mentorji in predstavniki šol iz regije, ki se s svojim znanjem, radovednostjo in vztrajnostjo potrjujejo pomen raziskovalnega dela tako med mladimi ter ustvarjajo prostor za nove ideje, vprašanja in odkritja. Na osnovni šoli pohorskega odreda Slovenska Bistrica je bilo 34. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije, ki ga je koordiniralo znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. Srečanje je potekalo v okviru projekta Uvajanje mladih v znanost. Gre za pomemben dogodek, predvsem zato, ker mlade uvaja v znanost, da vejo, kaj je to raziskovanje, koliko dela je potrebno in končno, da svoje raziskovalno delo znajo predstaviti tudi na ustrezen način. Na letošnjem srečanju se je z svojimi raziskovalnimi nalogami predstavilo skoraj 100 mladih raziskovalcev, ki z svojim delom odpirajo prostor novim idejam in odkritjem. Letos imamo kar 168 udeležencev, to pomeni 98 imamo raziskovalcev, 55 mentorjev in pa 15 recenzentov, tako da je tudi organizacijski zalogaj dokaj velik, za kar se zahvaljujemo za pomoč tudi tej osnovni šoli gostiteljici, osnovni šoli pohorskega odreda iz Slovenske Bistrice. Raziskovalne naloge, ki so jih predstavljali, so bile razdeljene na več področji. Imamo naloge iz 17 področji različnih, razdelili smo jih v 7 skupin. Letos naloge ocenjuje 15 recenzentov, strokovnjakov na svojih področjih. Ocenjujejo pa tako pisni izdelek, na koncu pa seveda tudi danes ustni izdelek. Vse naloge, ki so potem najboljše, namreč razdeljene so v skupino priznanj bronastih, srebrnih in pa zlatih, in pa tiste najboljše se uvrstijo naprej na državno srečanje mladih raziskovalcev, kjer se srečajo mladi raziskovalci iz cele države, vseh 12 regij. Projekt predstavlja pomembno priložnost za spodbujanje raziskovanja, ustvarjalnosti ter razvoja znanja med mladimi. 60. državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije bo 18. maja na gimnaziji Murska Sobota in Srednji poklicni in tehnični šoli Murska Sobota. To je za danes v oddaji Občinski informator vse, no poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri 18. aprila bodo ob 18. uri priredili območno Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin. Slednje se bo odvilo v KPC Majšperk. Seveda v soboto oziroma v nedeljo, torej v nedeljo 19. aprila pa bo sledilo snemanje video spota in sicer gre za tokrat dobrodelni namen. Prvi del se že bo snemal na Donački gori s pričetkom zgodaj zjutraj, tam nekje okrog 6. ure, no drugi del pa ob 15. uri v Tržcu v občini Videm pri Ptuju. Pri etnografskem muzeju Tržec, Djočanovi domačiji, nedaleč od Teotovega doma. No, dogodek bo imel, kot že rečeno, poseben pomen, saj se bodo lahko obiskovalci zbrali, družili in skupaj prispevali za Teja. Toliko z moje strani, imejte lep konec tega tedna in nasvidenje.